Poleg ciljev izobraževalnega programa je pri načrtovanju in izvajanju individualiziranega pouka pomembno upoštevati tudi potrebe in interese dijakov. Individualni načrti izobraževanja, v katerih načrtujejo individualne poti vsakega dijaka, so priložnost, da dijaki sami postopoma prevzemajo odgovornosti za lastno učenje. Za pripravo individualnih načrtov izobraževanja je ključnega pomena dobro poznavanje dijakov. Zanje smo pripravili vprašalnik, s pomočjo katerega smo se bolj približali posameznemu dijaku in ga čim bolj spoznali. V nadaljevanju smo izvedli razgovor s vsakim dijakom. Vzeli smo si čas za pogovor in razmislek. To je bila osnova za pripravo individualnega načrta izobraževanja. Razgovore so izvajali tudi na razrednem taboru, na katerem so dijaki imeli priložnost razvijati in krepiti socialne in druge veščine. V razredu smo si razdelili delo. Nekateri so poskrbeli za sestavo jedilnika in nakupe živil. Z Matijo sva pripravila družabni večer, nekateri so bili zadolženi za športne dejavnosti, na primer pohod, vozne rede in ostalo, da so stvari tekle v redu. Všeč nam je bilo, da smo lahko sami predlagali delavnice, ki so bile potem izvedene na taboru. Prve individualne načrte izobraževanja so izdelali člani šolskega razvojnega tima skupaj z dijaki. Kasneje so jih dijaki dopolnjevali vedno bolj samostojno. Člani šolskega tima smo se redno sestajali in komunicirali med seboj. Bilo nam je pomembno, da smo opora in spodbuda pri oblikovanju dijakovega načrta in razvijanju dijakovih poklicnih kompetenc, socialnih ter mehkih veščin ter osebnostnega razvoja. V tem kreativnem nastajanju je bila dijakova individualizacija naša rdeča nit. Napredek dijakov so redno spremljali in jih spodbujali k naslednjim korakom. Cilj je bil, da dijaki postopoma prevzemajo odgovornost za načrtovanje izobraževanja in karierne poti. Dijak, ki si sam postavi cilj, je večinoma bolj motiviran za njegovo uresničevanje. Dijaki smo imeli možnost predlagati področja, na katerih bi radi napredovali. Učitelji so nas upoštevali in spodbujali k vedno zahtevnejšim nalogam. Če smo se kdaj zmotili, smo se iz tega vedno kaj novega naučili. Učitelji nas podpirajo pri pripravah na tekmovanja, pri izbiri praktičnega usposabljanja, pri sodelovanju na mednarodni izmenjavi, pri ustanavljanju dijaškega podjetja in spodbujajo, da smo čim bolj samostojni. Zaradi individualizacije smo se članice tima redno srečevale, načrtovale delo in izmenjevale informacije. K temu smo spodbujale tudi druge učitelje, da so bili obveščeni o tem, kaj se s posameznimi dijaki dogaja.